Oops. Much better. A že kot avtomatično hočem tako očala popraviti, ki jih nimam gor. Drugače bom skozi očala gor, sam ne pa ring lightu, ki bi bila en light show efekt. Včeraj smo glasovali na Instagramu, izglasovali ste približno takole, niti en dan ni mem, ampak ena v metu mora biti, ko da izglasovali niste momota, hvala Bogu, ampak ste izglasovali najbolj nerazložene, nejasne, nenavadne fotografije, ki so se pripetile tekom stoletij in zgodovine in jih še danes ne znamo razložiti, ali pa imamo pač milijon razlag in ne vemo, katera je prava. Žaklina Krejc, startate ta live video. Resno, Žaklina, zdajle ne moram gledati. Alenka, you do it, girl. I mean, I don't mind having a little bit of promo. Subscribe. By the way, you're great. Thank you. Okej, to je bilo to. Anyways, gremo na video. Hvala, Žaklina. Še, preden me napadete, kje je vsa pošta in zakaj ne odpiram, probajte razumeti, da se jaz zdaj počasi selam oziroma se ful trudam čim prej preseliti, ampak preprosto ne dobim stanovanja, tako da se bo itak naslov zamenjal, tako da prosim, ne iščite več mojega starega naslova, ki je bil prej pod videi, ne tja pošiljati, ker pa bom mogla skozi sem hoditi po pošto, mene pa ne bo več tukaj, tako v roku enega tedna, tako da ne tja pošiljati. Pošto bom vse odprla, kjerkoli piše odprl video, bo odprt v video, ampak zdaj pa počakajte na drug naslov, ok? Hvala, obožujem vas. V glavnem, za vas sem zbrala 5 fotografij, ki so totalen mindfuck in jih tudi jaz ne znam lih razložiti, lahko se potrudim, ampak mi ni vse jasen. Gremo, prva. Ta prva fotografija, ki jo zdajle gledate na ekranu, se je zgodila leta 1964. Jasno, vse te fotografije so se mogle zgoditi potem, ko so fotoaparati že obstajali, tako da nobena ni ekstremno stara, so pa decent stare. Bila sta mož in žena, s tem, da je bil moški v tem primeru ravno fotograf in se je res potrudil na vsak način to stvar v vodi ujeti. Zdaj, lahko je bila popolna iluzija. Veste, kako je, ko si nad vodo, v vodi, kakorkoli, ko gledaš, stvari so popačene in če že ni nejasno, tisto, kar vidiš, se lahko tudi premika, valovi in je vse nenavadno. Jaz pač ugibam tukaj, da ni nujno, da je bila pošast, ampak zgleda legit pošast. Zdaj, še nekaj bi rada omenila. Pozabila sem točno številko in procente, ampak res ogromna večina morskega dna je nam ljudem neraziskana, tako da ni niti malo čuden, da bi mi videli kjerkoli v vodi globok, da sploh ne govorim o globočinah, da bi mi videli neke nove pošasti in stvore in ribe in plankton. Definitivno obstajajo živali, ki mi pojma nimamo v njih, sploh pa v morju, ampak v tem primeru spet, ali je bilo nekaj, kar je preplavalo bližje obale, ali pa pač samo iluzija, ampak on je to pofotografiral. Bil je še toliko zagret, da je šel dejansko z eno kamero tudi v vodo in je potem v vodi tudi poskušal posneti vse skupaj, ampak tisto, kar je bilo v vodi, ni mogel rešiti s tem, da film se ni ohranil, s tem, da je tudi ta stvor je potem s časom začel odpirati usta in se je on tudi jasno ustrašil in pobegnil nazaj na ladjico. Zdaj, eni trdijo, da je to na morskem dnu nek skupah nekih vrečk, naprimer, da bi bila vrečka ali pa nekaj, kar se je zagozdalo na ta način dol med skale in da je to obliko pustil. Ne pravim, da je to nemogoče, čeprav ne moram lih reči zgleda tako. Kaj vi mislite? Druga fotografija, ki se je ne da razložiti. Ta je creepy. Jaz nasploh ne maram duhov, mene je strah duhov in pa karkoli vidim z duhovi mi creepy. Ampak ta je tako. To je The Cooper Family. Ta fotografija je šla viralno tam od leta 2013 naprej, pa je že 2009, ampak recimo do 2013 in zdaj noben ne ve točnega izvora. Vsi vejo, da je to družina The Coopers, a noben točno ne ve, a je Photoshop, a ni Photoshop, eni pravijo, da je dokazan, da je, drugi pravijo, da je dokazan, da ni. Skratka, zgleda takole, meni se zdi totalno creepy. Cela familija je kontrast tega, ker tam na uni strani visi stropa, na levi strani, tako kot vi gledate, medtem ko se oni vsi smejo in so objeti in družinski in familiarno veseli, neki visi stropa, ki deluje legit kaj en duh, oziroma če okolo obrnete, mogoče zgledati kaj na plesalka, kakorkoli že. Fotografija je totalno strašljiva, še vedno ni jasno, kaj se je zgodilo, je pa to nastalo po kupitu, ko so se oni preselili, na novo so se preselili v staro hišo, začeli živeti svoje ameriške sanje, vsi so bili srečni, ampak kar naenkrat se na fotografiji pojavi nekaj, ki visi stropa, s tem, da to ugotoviš šele potem, ko sliko razviješ, tako da definitivno je creepy situacija. Tretja fotografija je dobila svoje slavno ime in sicer The Grand Canyon Man. In sicer, ko pogledate to fotografijo, vam bom dala par sekund. Zdaj, če nekaj časa ne vidite nič, se ne čudim, ker tudi jaz nisem nekaj časa videla nič, šele pa, ko sem dobila
takole približano, mi je ratalo jasno, zakaj se gre. In sicer zadaj, za tem človekom, ki je tam slikan, to je bil on, se pravi njegov nečak, torej nečak je slikal tega svojega strica, ki sta tam hangala, kakor vidite, iz sneg, tako da že prvo kot prvo očitno takrat ni bilo veliko ljudi tam, ni bilo toliko oblegano, tudi toliko let nazaj je bilo že itak manj oblegan Grand Canyon. In v tem primeru je res vedela sta, njima je bilo jasno, takrat ni bilo nobenega drugega v bližini, tako da ta oseba, ali karkoli že je, to bitje zadaj je lahko kar naenkrat se pojavljalo, lahko se je skrival že nekaj časa, eni menijo, da je mogoče želel narediti samomor, pa se je potem na hitro skril, drugi menijo, da je to dejansko The Grim Reaper, torej smrt neke vrste, ki tam prežine tiste, ki delajo samomor, ali pa da te porine dol. Skratka, meni se spet zdi, ali opcija A je Photoshop, ker nikdar nam upala kratko trditi, ker pa veš, ali pa opcija B je pa pač nek človek, ki se je tam skril in ga dejansko niste opazila, ampak kako je lahko človek to creepy, zakaj si v canyonu, zakaj gledaš direkt v kamero, ko nekde slika, zakaj se toliko slabo skriješ, zakaj si toliko bled, plus imaš kapuco gor. Skratka, ta Grim Reaper ali karkoli ne bi že ta stvar bila, je pa v bistvu dokazano, da ni Photoshop, ker to potem dajo lahko naprimer kakodakoli ali kamorkoli že strokovno preveriti in dejansko se za večino teh fotografij da preveriti, s tem, da nikoli ne vemo, kakšne informacije dejansko pridejo do nas. Četrti primer, ta meni osebno bi rekla, da ta je najbolj, samo poglejte si sliko najprej, verjetno vam ni nič posebenega, ampak ozadje te zgodbe je res izjemno. V bistvu, kar gledate, je smrt Lutra McCarthyja. Lut so ga tudi klicali, ljubkovalno ali kakorkoli že nickname, in sicer gre za ful slavnega boksarja. Incidenta je prišlo leta 1913, sicer on je postal izjemno skoraj čez noč popularen, res je bil močen v tisti višji kategoriji, težjih je bil, izjemno dober je bil, talentiran, ampak nekaj prakse mu je falil, skratka na koncu je prišlo do tega, da je dobil ta usoden udarc majčka nad srce in posledično že prej imel neko poškodbo, baje, to so potem probali ugotoviti, ampak baje od jahanja je imel neko poškodbo in v bistvu je bil ta udarc zanj usoden in on se je zrušil in potem, ko začne sodnik odštevati od 10 ali kako že je, so se njemu odštevale sekunde in istočasno s prvo sekundo in zadnjo sekundo se je pokazal ta soj svetlobe, ray of light, ko oni govorijo, da ne bi ga s tem takrat Bog vzel v nebesa k sebi. Ampak što za to zgodbo je to, da je bil to neke vrste tudi dobrodelna borba, zaradi tega, ker v zadju je bilo to, da so zbirali denar za cerkvene zvonove in tik preden je prišlo do tega, se jim je tisti lokalni minister še zahvalil, kao hvala vam za vse, ker se žrtvujete tukaj in bomo zbrali ta denar za zvonove in pa se zgodi to in ta žark svetlobe in kar mravljence imam, skratka, tako res zanimiva fotografija in vsi, ki so bili tam očividci, so potrdili, da je to ratalo samo za tistih nekaj sekund, ki je bil on dejansko potem potrjeno mrtev v tistih po 8 minutah. In še zadnja fotografija, peta fotografija, ta, ki jo gledate na ekranu, imenuje se Punčka v požaru, lahko jo tako imenujemo, tako jo pač kličejo. Do tega požara, ki gledate na sliki, je prišlo v neki stari meščanski stavbi ali hali ali kakorkoli že, neka pomembnejša uradna stavba naj bi to bila, in sicer novembra 1994, ne toliko dolgo nazaj realno, in vsi verjetno vidite na tej sliki kot da je bil duh punčke, ker so vsi takrat potrdili, da ni bilo takrat definitivno v stavbi nobene majhne deklice, s tem, da tudi če bi to bila majhna deklica, se vam ne zdi, da bi bolj paničarila, kakor da dejansko tam stoji in ne dela nič. Celo noč so ga gasili, zaradi tega, ker je bil res ogromen požar in posledično so imeli veliko časa in jasno zaradi tega tudi nekdo so odločili in šel fotografije narediti in šele potem kasneje, jasno, ko so to razvili, so spet videli to deklico. Potem pa je nastala legenda je že obstajala, oziroma to, kar se je dejansko dogajalo v 17. stoletju, da je bila ena deklica z imenom Jane, ki je takrat v Angliji na tem območju povzročila ogromno požarov in je tudi ona umrla v enem izmed teh požarov. Tako da so to potem skupaj povezali, da ne bi bila to ta Jane. Spodaj mi komentirajte več stvari. Prva je, katera od teh fotografij se vam zdi najbolj legit, če sploh katero verjamete in kaj dejansko mislite, kako so nastale. Druga stvar pa je, spet rabim ideje naprej za videe, pač idej imamo še veliko, samo rabim kakšne nove, da lahko primerjam, da lažje glasujemo, da jih je več na razpolago, Tako to za danes, mogoče bo malo krajši video, ampak ne skrbeti, ker se pošte tiče, se pravim, pride vse na vrsto, samo da jaz pridem do pošte, ker ne morem kadarkoli priti do pošte, ker včasih, dolga zgodba, v glavnem.
Tako da uživajte, radi se imate, ajčo.